Dober dan, želim vsem skupaj en lep pozdrav. Najprej bomo ugotovili sklepčnost, pa bi vas kar prosil, da pritisnemo zeleno tipko. Od 29 članov občinskega sveta je prisotnih 25. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko začnemo z delom. Prosim vas, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan je od zadnje seje praznoval Aleksandar Uršič, ki se je opravičil, da bo malenko zamudil. Tako da obenem bi pa še čestital Roku Novaku, pa ga pozdravil med občinskimi svetniki, ki smo ga takrat spregledali na prvi seji. Tako da, Rok, sem slišal, da si doktoriral. Čestitam. Sedaj pa prihajamo na potrditev zapisnika 7. seje občinskega sveta z dne 22. novembra 2023. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 8. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne? Če ne, prihajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 7. seje občinskega sveta z dne 22. november 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Neki kozmični vdeš, ako je? Ne, neki ni. Lahko še enkrat ponovimo glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je od 25 prisotnih za glasovalo 25, nihče proti. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 8. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo predajam Mariji Kos. Marija, izvoli. Hvala. Se opravičujem. V času priprave gradiva za 8. redno sejo občinskega sveta občine Kamnik je bil program predvidene porabe predhodno dodeljenih državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 spremenjen. Navedeni program je bilo treba upoštevati tako pri pripravi predloga odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2024 v drugi obravnavi, kot tudi pri pripravi odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 skrajšani postopek. Zaradi obsežnosti priprave gradiva je bil najprej pripravljen predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2024 v drugi obravnavi, za predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 skrajšani postopek pa predlagamo razširitev dnevnega reda. In sicer predlagamo, da se predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 skrajšani postopek uvrsti na 7. točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Samostojni svetniki? Ne. Predlagatelj želitve za dodatno obrazložitev. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, od 26 prisotnih jih je za glasovalo 26. Ugotavljam 25. Aha, še ni, ok, 25. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Imamo še eno razširitev, besedo predajam Katarini Vegelj. Katarina, izvoli. Hvala, lepo pozdravljeni. V času priprave gradiva za decembrsko sejo občinskega sveta je bil v Uradnem listu objavljen odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem in šport Kamnik.
V skladu z novo sprejetim odlokom se mora uskladiti tudi statut javnega zavoda, zato predlagamo razširitev dnevnega reda in sicer z umestitvijo točke predlog sklepa k soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta javnega zavoda Zavod za turizem in šport Kamnik. Hvala. Hvala, Katarina. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Svetniki? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Od 26 svetnikov je za glasovalo 21. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Hitri in skrajšani postopek. Besedo predajam Katarini Vegelj. Katarina, izvoli. 124. člen poslovnika občinskega sveta občine Kamnik določa, da se odlok in z njim povezane spremembe in dopolnitve lahko obravnavajo po skrajšanem postopku, če gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve in ker gre pri spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik za manj zahtevne spremembe, predlagamo sprejetje po skrajšanem postopku. Hvala. Katarina, hvala lepa. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Samostojni svetniki? Ne. Če ne, prehajamo na glasovanje in glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Od prisotnih svetnikov je za glasovalo 25, nihče proti. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima kdo predlog za umik? Če ne, ima kdo predlog za spremembo vrstnega reda? Tudi ne. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoto. In sicer občinski svet sprejme dnevni red 8. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je od 26 prisotnih za glasovalo 26. S tem je dnevni red sprejet.